Spoštovani, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Slovenskem gledališkem inštitutu na dragocenem dogodku, ki spremlja našo knjižnično razstavo o Edwinu Kristanu, manj znanem dramatiku, ki pa je imel razborljivo življenje na tej strani, na oni strani Atlantika. In prav z nestrpnostjo čakam pogovor Katje Mihurko-Polniš in Katarine Kocijančič, ki nam boste odstrli malo njegovo življenje in njegovo delo. Tudi jaz pozdravljam vse skupaj, vse, ki ste prišli. Najlepša hvala in predvsem našo gostjo, Katjo Mihurko-Polniš. Najprej bi nakratko predstavljala Katjo. In sicer je Katja študirala nemščino in primerjalno književnost na Filozofski fakulteti in dramaturgijo na AGRFT. V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjala z Zofko Kveder, z njenim življenjem in delom in je potem izdala tudi knjigo o tej naši, v bistvu, praktično zelo pomembni, če ne največji slovenski pisateljici. Trenutno, to se pravi, ta pogovor je del razstave, ki je že Gašper omenil, ko smo jo pripravili. Istočasno je pa tudi vpet v Katjin projekt, s katerim se trenutno ukvarja in zaradi katerega smo tudi začeli sodelovati na to temo. Gre pa za projekt, mednarodni projekt v okviru 4 univerz, praške in 3 naših. Imenuje se pa Transformacije intimnosti, to se pravi v literarnih opusih, literarnih delih slovenske moderne. A sem dobro povedala? Literarni diskurs. Ja, literarni diskurs. To se, da nadaljujeva, ne. Potem si se lotila enega zelo velikega projekta, ki je pač zahteven in kompliciran, in sicer gre za izdajanje zbranih del Zofke Kveder, zbranih dela so tudi šla v 5 knjigah. Izhajanje je trajalo od leta 2005 do 2018. Je pa Zofka Kveder še vedno edina pisateljica, edina ženska, ki je dobila pač izbrana dela v tej pač prestižni zbirki zbranih del slovenskih pesnikov in pisateljev. Potem bi omenila še nekaj tvojih del, tukaj moram vzeti koncega, da se ne bom kaj zmotila, zaradi tega, ker si res veliko napisala. Katja je namreč objavila veliko število člankov in tudi kar nekaj knjig. Omenila bi Evine hčere, potem Zapisano z njenim peresom, pa literarno ustvarjalko v očeh drugega oziroma druge, kjer si pač pisala tudi o Kristanu, oziroma si našla njegov zapis o Zofki Kveder, ki sicer ni objavljen, ampak je nekakšna povezava med tema dvema umetnikoma, namreč on je prikazal Zofko Kveder zelo empatično, zelo prijateljsko v tem zapisu. Tako da to je to. Potem, da ne pozabim še zadnje knjige, ki je šla pri založbi Beletrina leta 2021 in sicer nosi naslov Od lastnega glasu do lastne sobe. Si pa razširila krog svojega raziskovanja in sicer gre za obsežen pregled literature, ki so jo ustvarile ženske od antike pa vse do modernizma, tako nekako. To se pravi, pozabila sem še reči, da deluješ kot redna profesorica na Fakulteti za humanistiko in kot vodja raziskovalnega
centra, ja, raziskovalnega centra Fakultete za humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. To je na kratko, zato ker se moramo počasi lotiti našega današnjega junaka našega časa oziroma tega časa, Cankarjeve dobe, Edvina Kristana. Edvin Kristan se je rodil v Ljubljani in sicer v letu uvedbe dualizma v monarhiji leta 1867 in sicer v družini trgovskega potnika. Prvih nekaj razredov gimnazije je opravil v Ljubljani, potem pa je šolanje nadaljeval na Hrvaškem, ker se je odločil za vojaški poklic. Bival je v Zagrebu, v Karlovcu in je dosegel čin nadporočnika. Potem pa se je relativno hitro v bistvu umaknil iz vojske in se je odločil za poklic novinarja. Ostal je v Zagrebu, kot navdušen kolesar je začel sam izdajati športno revijo Hrvatsko-slovenski ciklista, potem pa je postal urednik revije Šport. Včasih se je začela nekako tudi ta njegova politična kariera in tako se je odločil za selitev na Dunaj, kjer je postal član avstrijske socialdemokratske stranke. Tam je, v bistvu na Dunaju se je preživljal kot novinar, zdaj že politični, ukvarjal se je pa tudi z literaturo. Z Dunaja se je preselil v Trst, kjer je urejal časnik Svoboda in ustanovil socialdemokratski časopis Rdeči prapor. Naslednja, to se pravi, Edvin Kristan je bil v bistvu vodja jugoslovanske, to se pravi jugoslovanske socialdemokratske stranke, na kratko JSDS, praktično 15 let. Mogoče bi bil še dalj, so zunanje okoliščine bile take, da je pač se potem njegova življenjska pot obrnila drugače. Iz Trsta je šel v Ljubljano. V Ljubljani pa se je začel tudi zelo intenzivno ukvarjati z gledališčem. Med tem časom, še med bivanjem v Trstu, je izdal pesniško zbirko Žarki in snežinke, ki je šla v bistvu istočasno kot Cankarjeva erotika. Ona dva sta začela oba s poezijo, potem Kristan je ves čas objavljal, se je preizkušal tudi v prozi, ampak bil je v bistvu najmočnejši v dramatiki. To je bila njegova literarna zvrst, kjer se je izkazal in kjer je pač dejansko tudi danes najviše cenjeno kot dramatik. To se pravi, v povezavi z gledališčem, on je bil gledališki kritik, bil je igralec, bil je režiser, bil je odbornik dramatičnega društva, predaval je v gledališki šoli, prevajal je in tukaj bi se navezala na našo razstavo in sicer imamo v srednji vitrini, to smo odkrili, da imamo kar 4 njegove rokopisne prevode. Najpomembnejši je mogoče Schiller, Devica Orleanska, ki jo je, to je bil že drugi slovenski prevod, čeprav je nastal na začetku stoletja. Prvi je Schillerja prevedel Koselski, to se pravi Jovan Vesel Koselski. Potem je prevajal Ibsena, Rozmarsholm, pa prevedel še nekaj tekstov, ampak pravzaprav je zelo mogoče taka zanimiva podrobnost tudi to, da je prevedel libreto Madame Butterfly. V bistvu prvi je prevedel slovenščino Madame Butterfly, ja, res, ja. Potem v zvezi z pač kot pisatelj, oziroma dramatik, je začel potem že zelo zgodaj, ko je zapustil vojaški poklic in sicer smo pač
tekom študija ugotovili, da sta dve njegovi deli nažalost izgubljeni oziroma da še vedno danes veljata za izgubljeni. To je drama Resnica, zgodnejša drama in pa drama Tovarna, ki je bila sicer uprizorjena v deželnem gledališču, kar je v bistvu bil takrat najvišji nivo, ampak tekst se pa ni ohranil. Potem, če gremo k tem, namreč povod za to razstavo oziroma za pogovor oziroma za povezovanje s tvojim projektom je bil objava Kristanovih besedil na spletu. Na naši spletni strani je zdaj že 5 objav, zdaj pridružili bomo pa še nekaj teh prevodov v nadaljevanju, mislim, da v kratkem. In v bistvu smo zbrali ta najpomembnejša dela ali pa dela, ki imamo nekaj rokopise, dikopise in tako naprej, ki so pač drugače, ki so dostopni samo pri nas. Zdaj, mogoče bi omenili še to njegovo prvo dramo Zvestoba, kjer so nekateri tipični elementi Kristanove dramatike, in sicer gre za tovarniško okolje in za socialni problem, za delavske pravice in za delavski upor. Naslednja drama Volja se dogaja v Trstu in sicer je neka družinska tragedija v meščanskem okolju, ki pač se pa nekako navezuje na Kristanovo naklonjenost oziroma njegov študij Ibsena. Kristanu je bil Ibsen najvišji vzor. Pisal je o njegovi dramatiki, o njem in ga tudi članke in ga tudi prevajal. Definitivno je viden v Kristanovem delu tudi vpliv Augusta Strindberga. Če smo pa že ravno pri vplivih, bi pa jaz omenila še starejšega dramatika Josipa Vošnika kot prvega pač modernega dramatika in pa Kristanovega sodobnika Ivana Cankarja, ki je tudi izjemno vplival nanj, ampak te vplivi so tako se prepletajo, zato ker Ibsen je pa ravno tako vplival na Cankarja, normalno, to je bilo ime tistega časa. Dramatike so ga vsi občudovali. Potem, da ne bomo predolgi, potem se pa zgodi Krst pri Savici in sicer zgodi se v tem socialdemokratskem glasilu Naši zapiski. Je šla tematska številka ob postavitvi oziroma nastanku Prešernovega spomenika, ki ga je naredil kipar Zajec. In to je bil takrat tako velik kulturni dogodek, naš Prešeren, ki še vedno stoji na Tromostovju, to je bil tako velik kulturni dogodek, da je povzročil, ne vem, viharje. Razpisali so se o vrednosti tega umetniškega dela, pisali so pa tudi ta zbornik oziroma številko je uredil Ivan Prijatelj in so različni avtorji pisali tudi o Prešernovem delu. Kristanov članek Krst pri Savici je bil do Prešerna odločno odklonilen. On je odklonil ga tako kot nekvalitetno delo, kot vsebinsko. Njegovo stališče je bilo, da je pokristjanjevanje v bistvu zavojevanje in da Prešeren tega enostavno ni povedal in ni dojel. Kot odgovor na to stališče je napisal svoj krst, oziroma svojo dramo Ljubislava. To je drama, ki mu je prvič odprla vrata v deželno gledališče, kjer so v bistvu jo uprizorili z relativno velikim uspehom in drama je napisana v verzih. France Koblar je omenil nekaj elemente klasicizma. Dejansko je pa Kristan v tem času prevajal Schillerja in slovenska kulturna scena je v bistvu že od 70. let 19. stoletja hrepenela po neki veliki tragediji in zato so nastajali te poskusi. Zdaj literarna kritika pravi, da ni bil tako močen v verzu kot v nekih realističnih, naturalističnih dramah,
se je pa še enkrat lotil drame v verzih in sicer je na osnovi svojega epa o vitezu Ivanu, ki je bil objavljen v Ljubljanskem zvonu, potem napisal še dramo Kraljevanje. Ta drama ima tudi pravljične motive, zato spominja na nekakšno slovansko igro prestolov, no, saj mi se zdaj, ko sem to brala, da sem dobila take asociacije. Po Ljubislavi sta nastala dva teksta, ki predstavljata vrh Kristanovega literarnega ustvarjanja. To sta drami Kato Brankovič in Samosvoj. V nasprotju s Cankarjem, kjer ni te oscilacije, lahko za Kristana trdimo, da je pač tudi mogoče glede na svoje dolgo življenje in vse okoliščine, dejansko s tema dvema dramama dosegel vrh svojega literarnega ustvarjanja. Drami sta obe objavljeni na naši spletni strani, zdaj sta objavljeni tudi na Dalib. Če vas zanima kaj več, preberite komentarje, zaradi tega, ker moram iti naprej. Mislim, da sem predolga. Potem pride Ta nesrečna tovarna, ki je bila tudi gledališki uspeh. To se pravi, v parih letih je imel uprizorjene 4 drame v deželnem gledališču, ampak nažalost tovarna ni bila natisnjena, tako da ni ohranjena. Na kar pride gledališka kriza, ki jo je Kristan kot odbornik dramatičnega društva in človek, ki je imel tanto druge funkcije, še kako čutil. V letu 13, to se pravi tik pred Prvo svetovno vojno, ampak ne v povezavi z njo, po odhodu Ignacija Borštnika iz Ljubljane, se Kristan znajde v nekakšni vlogi stečajnega upravitelja, zato ker pač gledališče likvidirajo in tam se potem za dolga leta naseli kinematograf. Kristan se odloči za odhod v ZDA in se s tem izogne tudi moriji Prve svetovne vojne. Tam agitira za Jugoslavijo, po koncu vojne se pa vrne in končno uspe, nisva zdaj obravnavali, ker bova, mislim, da poznaj to njegovo pač politično udejstvovanje v avstrijskih volitvah, ampak uspe in je izvoljen kot pač poslanec socialdemokratov v Beograjsko skupščino. Ta lepa zgodba se kmalu konča, tako kot za mnoge njegove sodobnike, se konča z vidovdansko ustavo in z vedno hujšo diktaturo in on se temu upre pisno in tudi tako, da se odpove mesto poslanca. Potem se vrne v Ameriko in sicer kot nekakšen kraljevi komisar za izseljence v ZDA. To mesto sicer nekaj let upravlja, ampak glede na to, da vmes ustanovi Slovensko republikansko stranko in glede na to, mislim, pač moral bi predstavljati monarhijo, in glede na to, da so mu zamerili in da mu vedno bolj zamerijo te članke, ki jih je objavil še v času tega političnega delovanja v Beogradu, je razrešen. Preživlja se samo še z novinarstvom in z urednikovanjem. V Ameriki ostane tudi ves čas druge svetovne vojne, ves čas piše, tudi objavlja v vseh izseljeniških časopisih, jih tudi ureja, in iz tega obdobja imamo tudi nekaj dram, precej ohranjenih dram. Jaz bi omenila samo Maščevanje, zaradi tega, ker smo ga objavili na naši spletni strani, potem Gospodarja, pa to se pravi Za novi svet, pa gledam, če sem pozabila, pa na Narodni grudi, so take naslovi splošni, težko zapomljivi. Ampak to se pravi, po vojni se on vrne leta 1951 nazaj domov v Slovenijo in tik pred smrtjo doživi še uprizoritev
svoje drame Gospodar, uprizorjena pa je bila v Mestnem gledališču v Ljubljanskem. Zdaj, da počasi preideva na vprašanja, že tako sem bila predolga. Ja, definitivno. Upravičujem se za predolg povod, ampak kriv je Kristanov, kriv je stil, njegov življenjski stil. Njegov življenjski stil je bil poln dogajanja, bil je zelo delaven in bil je zelo dolgoživ. Tako da a se strinjaš, da smo zelo veliko spustili, bomo poskušali popraviti. To se pravi, Katja, ti se intenzivno ukvarjaš z preučevanjem obdobja moderne, v bistvu tudi tega obdobja, ki ga zaznamuje Cankar in tudi v tem svojem projektu. In predlagam, da začnemo pogovor z projekcijo pisma, ki ga je pač Kristan napisal Zofki Kveder. Vprašanje bi se pa glasilo, kako ti vidiš to osebno povezavo med Zofko Kveder, Edvinom Kristanom in Ivanom Cankarjem, ki so bili prijatelji in njihovo medsebojno pač literarno vplivanje. Aha, dobro. Ja, dober večer, hvala za povabilo. Zelo sem vesela, da se po 30 letih po mojem srečal v taki situaciji. Na akademiji sva se prvi srečali, ne? Ja, Tako da zelo sem vesela tega vabila, zato ker je pač to obdobje, ki se mi še vedno po vseh teh letih ukvarjanja zdi izredno zanimivo. Obdobje, v katerem so se dejansko dogajale velike spremembe, ne samo politično, zgodovinsko, ampak tudi gledano družbeno. Torej tudi ti odnosi med ljudmi, še posebej med spoloma, so se v tem obdobju zelo, na nekem procesu transformacije so dejansko bili. In zato seveda smo tudi ta projekt, ko sem razmišljala o tem, kako bi zdaj na nek nov način pristopili k moderni, zastavili na ta način, da v njem raziskujemo po eni strani, kako se to kaže v literarnih besedilih, pri čemer seveda ne pregledujemo, ne raziskujemo samo teh najbolj znanih, kanoniziranih avtorjev, zato je seveda Edvin Kristan izjemno relevanten tudi za ta projekt, ampak tudi seveda veliko pozornost posvečamo tudi avtoricam, pa tudi nekemu njihovemu temu družabnemu življenju, skratka povezavam, da jih spoznamo kot v bistvu omrežje. To se mi zdi, da je še vedno dosti premalo, v bistvu na nek način razumemo neko obdobje kot sistem, kot neko mrežo ljudi, ki so delovali v njem. In seveda, ko pogledamo na moderno, ne samo več skozi Cankarja, Župančiča, seveda delno glede na njuno kratko življenje je pač ta pozornost vendarle vedno bila manj usmerjena v Murna in Keteja, ampak tudi na vse njihove sodobnike in sodobnice se to razkrije na čisto drugačen način. In seveda danes se ne moremo z njimi logično pogovarjati, imamo pa njihova pisma. Tako da ogromno tega, kar v bistvu je v literaturi, je tudi v njihovih pismih, zato so pisma za nas zelo relevanten, seveda tudi vir. In tudi v bistvu zdaj pripravljamo eno veliko, pravzaprav znanstveno-kritično izdajo pisem avtoric moderne. Torej, avtoric, predvsem seveda s poudarkom na tistih besedilih, tistih pismih, ki smo vendarle naredili izbor, v katerih se nekako te transformacije, intimnosti, tako v literaturi kot v njihovem življenju, v družbi, pač najbolj kažejo. Tako da v tem smislu seveda je Zofka Kveder jasno pomemben del te knjige, seveda pa tudi potem, ko smo nekako ta pisma ustavili vsa v to elektronsko zbirko, to, kar vidite, v bistvu spletišče, na katerem je ta elektronska zbirka objavljena, smo seveda, potem, ko smo začeli te
računalniške analize delati, ugotovili, da pravzaprav potrebujemo tudi seveda avtorje, ne? Da nam da to neke relevantne rezultate in tako seveda so tudi zdaj številna pisma Cankarja, Keteja, Murna, Župančiča, Ašterca, Ivana Laha, Edvina Kristana, sicer v bistvu samo to pismo zaenkrat vnešeno. Tako da jaz bi želela tudi danes o Kristanu govoriti v bistvu kot o nekom, ki je bil del te mreže, ki je pravzaprav na nek čisto poseben način deloval v tej mreži. Čisto drugače recimo kot Cankar, čisto drugače recimo tudi kot Župančič. Če zdaj to nekako poskušam ponazoriti z njegovim odnosom do Zofke Kveder, je najprej tukaj eno veliko podporništvo. V bistvu spoznata se pravzaprav ne na nič kaj nenavaden način. Zofka Kveder kot zelo že takrat pravzaprav oseba, ki se zaveda, da želi biti avtorica, da želi biti del te kulturne srenje, pride iz Ljubljane, morda samo ta podatek, ona leta 1998 ponovno po svojem šolanju, ko za nekaj časa zapusti Ljubljano, pride spet v Ljubljano. Tukaj nekaj časa deluje v pisarni odvetnika Šušteršiča, tega seveda Šušteršiča znamenitega, deluje, potem se malce poveže, gre z Aštercem recimo, prijateljuje, ampak nekako njej je ta Ljubljana zadušljiva, premajhna, ona sanja o Rusiji in nekako prva večja prva prestolnica, bi rekla, če tudi ne mesto v tem državnem smislu, ampak res neko veliko mesto, kjer se odpre priložnost, je Trst. Tja jo povabi Marica Nadlišek, ki takrat ureja seveda revijo Slovenka, zaradi svoje poroke se počasi umika in išče nekako zamenjavo. Zofka Kveder seveda to takoj sprejme, se odpravi v Trst in tam seveda spet išče družbo. In kje naj bi jo našla sicer, če ne seveda v edini takrat pravzaprav reviji, poleg Edinosti in Slovenke, in to je bil Rdeči prapor, pač stopi v pisarno Rdečega praporja, se predstavi in tako se spoznata v bistvu z Edvinom Kristanom. In od tega trenutka naprej je Kristan, ki je v bistvu od Zofke Kveder 11 let starejši, na nek način tudi njen, bi rekla, mentor, podpornik, in to ne samo v tem smislu, da ji odpre nek nov svet, torej svet tržaške kulture. Nenazadnje, jaz mislim, zelo znana je seveda, vsaj med nami, ki se z Zofko Kveder ukvarjamo, ta zgodba o tem, kako se obleče v moško obleko, zato da lahko gre v pristaniške pač te veznice. Ampak jaz mislim, da je to po mojem bila kar precej Kristanova ideja, ne? Da je nekako takrat tudi po mojem on to svetoval. O tem seveda potem piše, kako pride seveda k svetemu Ivanu, k Marici Nadlišek in je ona vsa šokirana in seveda reče, da jo prosi, da naj ne hodi več, ne, v to meščansko okolje, v moške obleke. Skratka, ne samo, da hodi v pristanišče po noči, ampak tudi potem, kot recimo prva ta žoržsandizem, kot se to imenuje, živi v vsakdanjem skoraj življenju. Ne samo to, ne samo, da jo vpelje v ta krog Kristan, da začne razlagati te svoje ideje socialne demokracije, kjer se velikokrat spreta, ampak seveda ona mu velikokrat potem tudi reče, da mu je samo zato se zoprstavila, da je pač sama sebe utrdila v tem prepričanju. Skratka, to so take očitno bile zelo živahne debate. Potem tudi recimo to njeno kasnejšo pot on na njo vpliva. Ko se ona odloči, da pač bo zapustila Trst, da bo šla v Švico študirati, ji on v bistvu odpre to pot na ta način, da jo poveže s svojim prijateljem, socialnim demokratom, Makarom, ki pač takrat, to je nek Nemec, ki živi v Švici, v Bernu, in ona vzpostavi ta kontakt in si potem dopisuje in potem tudi z njim v bistvu na nek način razvija te ideje. On je ogromno tudi pove o tem, kako socialna demokracija gleda na to tako imenovano žensko vprašanje.
Tako da v tem smislu je tukaj on tisti, ki v bistvu upelja v ta svet, po mojem tudi socialne demokracije, seveda pa ona tudi sama veliko bere. Kristan je nenazadnje tudi tisti, ki potem napiše kritiko, ki je povsem drugačna od vseh drugih kritik Misterija žene, je res kritika, ki je korektna kritika, ki ne samo hvali, kot tudi kakšna je bila zelo pozitivna, ampak je tako res stvarna kritika, opozori na dobre in slabe strani in tudi v tem pismu. To pismo je nastalo v bistvu po tem, ko je to kritiko napisal in pač sporoča, da je kritiko napisal, ampak da naj ne pričakuje, da bo samo lepo govoril o njej. Potem, kakšno leto kasneje izide v takrat zelo znani reviji Dokumente der Frauen, izidejo pač prevodi iz Misterija žene, ki so podpisani samo z črkama EK, tako da tudi tukaj seveda lahko domnevamo, da je bil to Edwin Kristan, ki je pa v tej reviji tudi objavljal, tako da on je res, bi rekla, v primerjavi z vsemi drugimi moškimi tega obdobja, ki so zelo, zelo zadržani bili do ženskega vprašanja, do emancipacije, pravzaprav med slovenskimi avtorji moderne, nišče ni bil v tem smislu temu naklonjen. Je on pravzaprav tam pisal in tudi se odzival, on je napisal odziv na en članek, ki ga je tam, oziroma na nekaj, kar je našel tam v listnici uredništva in sicer je to bilo o tem, ali pristna ženska potrebuje tudi ljubezni za življenje, ne samo pač emancipacije in on potem na široko to razpredal, ali je res tako ali ni. Vse to je v bistvu ta njegov znameniti članek, ali ženska potrebuje tako, ki ga je objavil v nemščini, sicer v vseh tedanjih socialdemokratskih časopisih so mu ga objavili, bolj pozneje. Tako da je dejansko bil nekdo, ki je podpiral že iz tega svojega političnega prepričanja, pa ne samo to, ker v bistvu socialna demokracija je takrat pač žensko vprašanje videla samo kot del pač tega socialnega vprašanja in je dostikrat to pač nekako bilo kot nek zraven, dodatek. On pa se mi zdi, da je dejansko te stvari razumel kot več kot zgolj to in da ni dovolj, da se samo za spremembo pač tega reda družbenega, da ne bo se avtomatično spremenila tudi situacija za ženske in je dejansko zelo deloval podporno. V zadnji imamo ves čas tudi Ivana Cankarja, ki je imel drugačen odnos. Jaz sem pripravila eno sliko, ki je tudi na razstavi in je meni zelo ljuba. In sicer so na tej sliki vsi trije naši junaki, Ivan Cankar, Edwin Kristan in Zofka Kveder. In zdaj, glede na to, da je premehna, bi jo dala v rok med publiko, se mi zdi, da je pač primerno. Zaradi tega, ker sem hotela vse skupaj navezati tudi na Cankarja, ki je bil obema zelo blizu, bil je z obemi pač prijatelj, z obema prijatelji in mogoče bi nam lahko razložila še ta njihov prodor oziroma odnos oziroma uspeha in neuspeha, ki so jih imeli v zvezi z delovanjem oziroma z uprizarjanjem svojih del v deželnem gledališču. Res mogoče še se najprej na Kristana navežem. Ta drama, ki si jo omenila, Volja, je izredno zanimiva. Jaz sem bila prav presenečena, ker priznam, da pač nisem prej nikoli prebrala in dejansko je zelo moderna. Ne samo, da ves čas kolesarijo v njej, da se pripeljejo s kolesom sem, tja, potem ima tudi seveda on kot bivši ciklista očitno zelo natančne pač podobo, tako po Ibsenovsko vse opiše, v kakšnih kostumih morajo, v kakšnem kompletnem kolesarskem kostumu nastopi pač ženski lik, kako je oblečen moški lik kot kolesar, skratka, vse to pijejo absint ves čas, utrujeni so od življenja, skratka, potem taka demonična figura ženske, ki je v bistvu pravzaprav neka predhodnica Pepine v Kajgerjevi školjki,
Skratka, nek tekst, ki je sicer bil provokativen v marsikaterem pogledu, ampak bi odlično, mislim, funkcioniral na odru. Ne? To je bil v bistvu nek meščanski svet, Moravec prav pohvali, ne? Pravi, da je to v bistvu ena prva res taka dobra meščanska igra, ki bi gotovo, ne, bila tudi, se jo bi jo dalo dobro uprizoriti, pa ni bila. Ne. Išla je celo v Ljubljanskem zvonu, torej to je bil nek znak, da je vendarle neka kvaliteta, neko kvaliteto imela, pa je niso recimo, ne, uprizorili. Ja, v bistvu tudi nekako se prepleta, se mi zdi prav ta igra me najbolj, ne, sem prebrala tudi druge še recimo, me je najbolj zaintrigirala, zaradi tega, ker je tako blizu z Cankarjem in z Zofko. Po eni strani je seveda blizu Jakobu Rudi, ne, za to idejo, da pač še ženska nima svoje volje, da se pač mora poročiti, tako kot ji to določijo starši. Potem tudi s temi liki, ki so drugačni. Ne. Ana seveda v Jakobu Rudi nima neke resne svoje volje, ne, je zelo tak pasiven lik, kar pusti, da jo ta teta, ki je spet pa nek tak demonični do neke mere lik, in na nek način to življenje skuša urediti. Tudi slikar, ne, je v bistvu nek tak, ja, bi rekla, precej pasivn, ne, tak tipičen cankarjanski lik, medtem ko v tej igri, in to je nekaj, kar se mi tudi zdi za Kristana nasploh značilno, je ogromno neke res te volje življenjske, vitalizma. Ne. Dejansko je on vitalist, ne, in to se mi zdi zelo lepo. Slodnjak v Tujcu napiše, ne, kako v bistvu, ko pač, to je seveda literarizirana Cankarjeva biografija, kako Kristan si misli, ne, tukaj zdaj že ne, vsi moji skoraj sodobniki, oziroma dejansko vsi bolj ali manj, ne, so pokopani na Žalah v tej grobnici slovenske moderne, jaz, ne, kot športnik, kot nekdanji pač, član Sokola, ne, sem pa še vedno tukaj, ne, in dejansko ta vitalizem njegov je nekaj, kar je fascinantno v primerjavi z Cankarjem, ne, kjer je toliko tega hrepenenja in v bistvu on tudi na nek način je malo ironičen, ne, do vsega tega odnosa, ne, vse je nesmiselno, ne, to življenje je prazno. Sporočilo pravzaprav te igre volja je, da se da, ne, da se da stvari urediti, ne, in uredijo jih ženske. Ne. To je mene tudi seveda fasciniralo, da so v bistvu močni liki, so ženski liki. Ne. Vsi ostali so Ljubislava, potem ta samosvoj Kato Brankovič, ko so nastopajo pač te mlade emancipirane. Ja, in potem ta drugi ženski lik v Ljubislavi, ki gre potem na bojišče, vzame meč in gre se s tem pač Ljubislavijim ženinom nekdanjim. Skratka, res so te močne ženske, ampak ne tako, kako bi rekla, prikazane kot nekaj, kar je grozno, ne, kar mora biti kaznovano za to svojo predrznost, ne, da ima to energijo. Vse ta mačeha, ne, ta demoničen lik je na koncu pač skoči z neke skale, skoči sama v vodo, ne, je naredi samomor, ampak vsi drugi, ne, ta Ljubica mislim, da je, ne, tudi, to so pa res taki močni, odločni, energični, polni življenja liki, ne, tako da v tem smislu neko čisto drugačen pogled na življenje, recimo Volja kot Jakob Ruda prikaže, čeprav gre v nekem segmentu za podobno. Zofka Kveder pa tudi ta, recimo, motiv pač poroke, nekega dogovorjenega zakona v pravici do življenja, ki je tudi štiridejanka, tako kot Volja, v bistvu nagovori, ne, in tudi tam na nek način je potem ženski lik se odloči, sicer je cela drama posvečena temu, ali naj to naredi ali ne, ampak na koncu se odloči, da bo pač vendarle šla neko svojo pot. Ne. Skratka, dosti bolj, dosti več nekega življenja, energičnosti, kot je recimo pri Cankarju. Tako da v tem smislu se mi zdi, da sta oba, da se pri njiju pozna to, da, čeprav so vsi, ne, vsi so nekako živeli v prostorih, ki niso bili pač slovenski, prav pač te prostori, v katerih slovenske kulture,
je velika razlika med njimi. No? To se mi zdi, da Cankar, kot da seveda ne bi živel na Dunaju, vse to vemo, ne? Da pravzaprav ni imel nekega pravega stika z ljudmi, ki so takrat delovali, umetniki na Dunaju. Tudi to je bilo seveda vedno kot pozitivno pri literarni zgodovini, pri kritiki niti tako, sprejeto, ker je pač bil res, to slovenstvo je pri njem seveda nekako bilo jasno prisotno. Medtem ko Kristan in Zofka Kveder se pa zelo pozna to, da sta pripadala nekim tudi še drugim okoljem. Ne? Tukaj mislim, da tudi zdaj si me spomnila tudi na to veliko krivico, ki se je njej zgodila v zvezi z ljubljanskim gledališčem. Ker dejansko razen njene enodejanka Egoizem, ki je bila praktično polovica gledališkega večera, ni prodrla, čeprav so njene drame dejansko po neki literarni vrednosti primerljive s Kristanom. Tudi Cankar je imel težave z uprizarjanjem, nekatere drame sploh niso bile uprizorjene. To se pravi, da je bil v bistvu še najuspešnejši Kristan. Ker je pa v tistem času vendar je bil tukaj, ne? V tem času, ko so te njegove igre, pač drams, mislim, se so različni žanrov, uprizarjali, je bil v bistvu v Ljubljani, ne? Medtem ko Zofka Kveder je takrat živela najprej v Pragi, potem v Zagrebu. Čeprav so uprizarjali, ne? Njo so uprizorili v Pragi, v Zagrebu, potem v Beogradu, skratka, tudi so tekste prevajali in tako. Skratka, v tem smislu je med njimi velika razlika. Ne? To se pozna, da so delovali v teh mednarodnih prostorih in mislim, da je to Koblar ali pa Moravec, oba sta seveda zelo natančno se ukvarjala in zelo res zgledno s Kristanom, zapisal, da je bil v bistvu Kristan mednarodni pisatelj, ki je pisal slovensko. Tako da se mi zdi, da je to tudi nekaj, kar zelo se da aplicirati na Zofko Kveder, ne pa to, v bistvu pa ne toliko na Cankarja. Ne? Tako da v tem smislu so te njihove, v bistvu bi rekla, res čisto življenjske usode dejansko bile povezane z njihovo uspešnostjo v tem v bistvu slovenskem, bi rekla, etičnem prostoru. Ja, moramo upozoriti tudi na to, ne, da je pravzaprav Edvin Kristan kot Cankarjev prijatelj njega nagovoril v kandidaturo, pravzaprav ga je on zbližil socialno demokracijo in ga tudi prepričal, da je šel na te nesrečne volitve leta 1907, ki ste jih oba zgubila, ker pač socialna demokracija takrat ni bila konkurenčna slovenski ljudski stranki, ki je bila v vzponu. Mogoče bi še nekaj, namreč zanimivo je, da je Cankar takrat prišel iz Dunaja prav samo za tega političnega boja in da je živel skupaj s Kristanom. To se je zdaj zanimiva podrobnost. Mislim, ona dva sta bila de facto vse življenje prijatelja, to vse življenje traja seveda samo do Prve svetovne vojne. Potem druga točka je pa ta nesrečna Tivolska resolucija, socialdemokratska resolucija, kjer so se socialdemokrati približali tej jugoslovanski ideji skupne kulture in skupnega jezika, kar je Cankar odločno odklonil in to je njegovo v bistvu najslavnejše predavanje Slovenci in Jugoslovani, zaradi katerega je tudi šel prvič v zapor, sicer krajši. No, ampak to je bilo vedno prikazovano tako, da je to njun razkol. Ampak pravzaprav ni bil zaradi tega, ker Kristan je šel takoj potem neposredno v Ameriko. Cankarja ni nikoli več videl živega. Ves čas celo življenje je pisal Cankarju in je tudi v Ameriki ustanovil kulturno revijo Cankarjev glasnik. Zdaj, če me še ti kaj mogoče na to temo, v bistvu na njihovo skupno bivanje, sem mislila, da se vidi, v kakšne dimenzije je šlo to sodelovanje in prijateljstvo. Zelo zanimivi so spomini Ivana Regenta na Edvina Kristana, ker on v bistvu ga je spremljal seveda kot socialni demokrat, skupaj sta delovala v stranki in Regent piše o tem, kako je bil Kristan izjemen govornik,
on ga prav imenuje agitator, kako je pravzaprav vedno navdušil vse posod občinstvo. Skratka, on je bil res nekdo, ki je živel to socialno demokracijo. Celo tako je bilo, da če ni mogel nekje pač v neki gostilni imeti predavanje, je pač v tej tržaški okolici splezal na drevo in je potem z drevesa pač oznanjal ta evangelij socialne demokracije. Skratka, pa tudi kasneje se potem spominjal, da skratka Krista nikoli ni vprašal, bom nastopil v Narodnem domu, bom nastopil tam v neki majhni združbi. Skratka, s tem je želel povedati, kako je dejansko pripadal tem idejam in nikoli v bistvu se ni obogatel s tem. Njegov sopotnik Anton Kristan, prav tako socialni demokrat, piše, regent je znal iz tega nek dobiček potegniti, medtem ko Kristan v bistvu pa nikoli in je v bistvu ves čas nekako se zelo težko preživljal. O tem piše in to mi je bil tudi en tak zanimiv podatek, da pravzaprav tudi to njegovo res že včasih vročično ustvarjanje je pravzaprav bilo pogojeno tudi s tem, da je preprosto moral sebe in tudi svojo ženo, otrok očitno nista imela, preživeti. Tako da v tem smislu je seveda še toliko bolj na nek način, bi rekla, pač lepo, da je sprejel Cankarja na svoj dom, ker je pač kar precej časa živel v tem stanovanju na današnji Masarikovi ulici in seveda, ja, pač tam dejansko živel, vse, kar pač to pomeni. Tako da resnično je bil predan temu gibanju in pripravljen pravzaprav odstopiti tudi svoje stanovanje, zato da je imel tam kandidata, za katerega je pa bil seveda prepričan, da lahko pridobi volivce in bil toliko bolj pravzaprav tudi potem razočaran, ker Cankar ni čisto izpolnil njegovih pričakovanj, pa ne v tem smislu, da pač nista oba dobila volitev, ampak v tem, da ko je pisal Hlapce Jerneja, da ni tam bolj jasno zapisal karkoli v zvezi s stranko, da pač ta stranka ni bila dovolj vidna. Tako da tu se res vidi, kako je on to svojo socialno demokracijo do zadnje pore živel. In tukaj so potem med njima tudi nastale v bistvu že pred tem neke razpoke, pač nekako Cankar nikoli ni izpolnil pričakovanj svojih pač mecenov, da tako rečem, ker je pač vedno živel to svojo umetnost in se ni nikoli želel nikomor podrediti na noben način. Njemu je bila dejansko tudi ta ideja jugoslovanstva in kakršnega skupnega jezika in kulture najbolj tuja. Zofki Kveder seveda ni bila, ker je živela v tem okolju, bila je dvakrat poročena s Hrvatom, soproga sta bila hrvaškega rodu. Kristan je pa dejansko tam preživel svoja najlepša mlada leta. V bistvu je praktično tam živel skoraj 15 let, nekaj časa, ko se je šolal, pa potem v tem svojem vojaškem poklicu in v Zagrebu. In njim je bilo to nekako bližje. Bolj sta bila, še enkrat bi podala, koliko bolj sta bila vpeta v te različne strukture. Kristan seveda v stranko, Kristan je ogromno tudi te, v bistvu to je edino pismo Zofke Kveder, ki je res pismo ohranjeno, so pa razglednice, ko je, šel na neko pač to konvencijo socialne demokracije je recimo pisal. Tako da je v teh prostorih zelo veliko potoval, potem seveda gre v Ameriko še, živel je v različnih prostorih, nekaj časa v Zagrebu, v Trstu, na Dunaju, potem spet v Ljubljani, skratka Dunaj, to se pri njem zelo spremenil, veliko se selil, dokler se za neko obdobje ne ustali pač v Ljubljani, ampak to je, mislim, enih 7 let, recimo 8 samo. Skratka, oba sta bila soočena, in Zofka Kveder in Edvin Kristan, s tem, da je ta njuna identiteta postajala vedno bolj, se mi zdi, hibridna. Zato sta imela nek drugačen odnos do pač tega jugoslovanstva, pa hkrati seveda se moramo zavedati, da sta s tem tudi na nek način se zoperstavljala Avstriji, ki je pač takrat bila tista struktura moči in oblasti.
kot Cankar. Mislim, da sta bolj na svoji koži izkusila ta problem neke identitete, kako se začne drobiti v bistvu, ko vstopaš v neke druge prostore. Seveda je imel Cankar prav, ne mislim zdaj, da sta imela ona dva, oba sta bila razočarana, še posebej Zofka Kveder potem, čeprav je še vedno na nek način verjela, da je to jugoslovanstvo edina prava pot, Ampak se ni hotela pač završiti svojih idealov. Ja, tako, poznala tudi v tem pisanju. Nikoli se ni želela v eno samo identiteto, To se, tudi ko je bila v Pragi, se ni čisto vključila v to praško, Prehajala je ves čas med temi različnimi svetovi, Tukaj mislim, da zato sta ona dva tudi, mogoče na nek drug način kot Cankar, ki je res dejansko to svojo slovensko identiteto tudi na Dunaju, mislim, se ga nobena druga sploh ni dotaknila, na ta način, da bi, nenazadnje Zofka Kveder je pisala in Kristan, Oba sta dejansko, Kristan je objavil, recimo tudi to se mi zdi zanimivo, Oba sta bila taka zelo ambiciozna, samozavestna avtorja, Cankar, jaz mislim, da ni nobene knjige izdal v samozaložbi, Zofka Kveder in... Čeprav sta oba v bistvu izdala tudi Prišlek. Tudi, seveda, ampak recimo, Edwin Kristan je svojo knjigo Skicen je naslov, tak seveda tipičen modernist, pač modern takrat, je izdal v nemščini v samozaložbi na Dunaju. Zofka Kveder je izdala Misterij žene sicer v slovenščini, ampak v Pragi in potem takoj so to prevajali in je res v številnih jezikih takrat je šel Misterij žene, odlomki, posameznih besedila. Tako da sta dejansko te jezikovne prostore tudi prehajala, medtem ko jih Cankar nikoli ni. Zato mislim, da sta imela malce drugačen pač odnos, ki je potem delno verjetno tudi vplival na to, pač kar... Potem se je Kristan seveda na različne načine kasneje zagovarjal to svojo idejo pač kot povezano s tistim časom, kot tudi, da je verjel, da na ta način ne bo prišlo do tega, kar je pač potem prišlo s Prvo svetovno vojno, ampak verjetno je to zelo kompleksno in so bili razlogi zelo različni. Tako da, ves čas pravzaprav sta ostala prijatelja s Kristanom, če se zdaj spet na to primerjavo vrne, medtem ko z Cankarjem je prišlo do nekega razdora. Med Zofko Kveder in Cankarjem je eno obdobje, ko si nista dopisovala, zdaj, da ne padem na nivo nekega rumenega tiska, ne bom razlagala v tem hipu, zakaj ne, ampak so pač neki dokumenti, s katerih se da pač sklepati, zakaj je šlo. Medtem ko Kristan, če tudi je recimo bil na različne načine naklonjen, celo neko to črtico je posvetil ji v Slovenki, ki je v bistvu neka vrste ljubezenska izpoved. Nikoli med njima ni bilo nobenih pravzaprav teh, kako bi rekla, odmikanj. Ves čas sta vztrajala v tem nekem res prijateljstvu, kar se mi zdi fascinantno, sploh za tisto dobo, ko je bil ta prepad med žensko in moškim še večji. Ja, bil on spoštljiv. Ja, točno to. Cankarjem je bilo to malo drugače. Skupaj sta šla celo v Benetke, tako da tudi o tem piše Kristan, in tam se je potem Kristan izdajal zato, da sta imela cenejšo stopnico za njenega očeta, tako da ga ona potem v bistvu ves čas klicala papači. Jaz sem pa v tem svojem dolgem začetnem monologu, uvodnem, pozabila še na eno stvar, in sicer to, da je Kristan nenadoma užival kot dramski lik, tako rekoč pred kratkim časom, in je bil ponovno med nami, in sicer dvakrat. Prvič leta 2011 v produkciji Gleja in SNG Nova Gorica. Besedilo sta napisala Nejc Valenti in tale, kaj že, Nemec, Miha Nemec, Miha Nemec.
gre pa drugič, je pa bila uprizoritev njunega besedila Hotel Modra opica, kjer spet nastopa Kristan v ljubljanski drami. To drugo besedilo prikazuje razpad gledališča, o katerem sem že govorila, to se pravi to nesrečno leto 1913, ko dejansko gledališče propade, ga zaprejo, kar je za današnje čase praktično nepredstavljivo. Ta prvi tekst, to sem omenila zato, ker so tudi prizori iz teh predstav, ta prvi tekst pa se navezuje na eno kulturno oziroma gledališko polemiko, ki ni tako znana kot Krpanova kobila, ampak je bila pač v svojem času zelo odmevna, vpleteni so bili Fran Milčinski in Anton Aškarc in tudi Kristan. Kristanova pač lastnost je, da se pojavlja v obeh polemikah v bistvu kot glavna oseba. Zakaj je šlo? Šlo je preprosto zato gledališče zabavišče oziroma gledališče kot visoka umetnost. In Kristan je v obeh primerih zagovarjal stališče, da je gledališče pač umetniška ustanova in da ni namenjena samo inkasu. Zdaj, mogoče bi ti kaj več povedala o tem? Ja, zelo zanimivo je v bistvu, se mi zdi, Kristanov prispevek k tej prvi polemiki, zaradi tega, ker izpostavi nekaj, kar se mi zdi, da v vseh teh polemikah je dosti premalo bilo izpostavljeno. V bistvu vedno je občinstvo je krivo, ker je neizobraženo, gledališče se mora pač prilagajati občinstvu, ampak Kristan se mi zdi nekaj zelo pomembnega v tej svojem zapisu, vse je bil v bistvu samo en, v bistvu ni bilo polemike. Milčinski je napisal pač to poročilo o sezoni in na to se je potem odzval Kristan z tem pač pretonom Naša Talija, na kar se je odzval Milčinski z naslovom Vaša Talija. In medtem, ko je res to celo regent izpostavlja, kako v tistem trenutku regent je bil edini, ki se je poslovil od Kristana na pomolu v Trstu, ko je ladja odplula v Ameriko in pravi, da celo takrat je ostal hladen, da ni pokazal svojih čustev, čeprav mu je bilo gotovo težko, ker je odhajal takrat, ko je vedel, da bo šel za dlje časa v Ameriko. In tudi tukaj se mi zdi, da je Kristanov ton ves čas res tak razumniški, umirjen, medtem ko recimo tudi Milčinski potem pade na nek ta precej, se mi zdi, oseben nivo in mu očita, da pač on je pač nek socialdemokrat, ki skratka v zgodbo pritegne nekaj, kar sploh ni relevantno pravzaprav za to debato. Ampak to, kar sem želela poudariti, je to, da Kristan v bistvu pove, da ni toliko problem publika sama po sebi, in da dejansko je nemogoče tudi, da bi jo vzgojili zdaj tako čez noč, samo ponudimo, se to tudi je bilo jasno, Cankarja pa se bo spremenila. On poudari, da pravzaprav potrebuje Ljubljana veliko več kot samo gledališče, da potrebuje razstavišče, kjer bodo ljudje spoznavali moderno umetnost, da potrebuje knjižnice, to se mi je zdelo zelo v bistvu zanimivo. Skratka, en cel kup teh institucij, ki tvorijo kulturno življenje, v Ljubljani manjka. In šele, ko bo Ljubljana na ta način zadihala, ko bo imela ne samo eno gledališče, ki zdaj nasilno mora biti in zabavišče in visoko umetnost, ko bo gledališče, kot imamo pač to danes, kamor gredo pač ljudje, ki pričakujejo samo zabavo in hkrati bo imela Ljubljana pač gledališče, v katerega grejo tisti, ki želijo pač to visoko umetnost, da takrat pravzaprav bomo šele lahko se pogovarjali o tem, zakaj nekaj ni sprejeto ali pa je sprejeto. Dokler pa te osnovne, kot bi rekli danes, infrastrukture v Ljubljani ni, pa pravzaprav ni smiselno se pogovarjati in to breme prelagati na občinstvo ali po drugi strani na pisatelji, ki ne znajo pisati tako, eni pa znajo, kot Govekar, da bi občinstvo uživalo. Tako da se mi zdi, da on, ki je dejansko imel te čisto drugačne neke širino, široke uvide, tudi tukaj v to
polemiko, recimo, koliko pač je bilo te 4 prispevki. One so nekaj, kar tudi potem v tej debati okrog Krpanove kopile se ni pojavljala. Ne? Tam dejansko so bile druge stvari potem v ospredju, ampak ja, kultura, ne, na vseh področjih, to je v bistvu pogoj, da tudi gledališče funkcionira. Saj pravzaprav, potem mislim, da je bilo to leta 1906, oziroma 5-6 sezona, to se pravi ob uprizoritvi Ljubislave, je bil pa on dejansko direktno napadel ga je Govekar, ki je govoril o praznem, v Slovanu, če se ne motim, ki je govoril o praznem gledališču, o pač predstavah, ki so samo zaradi avtorjev, da so ljudje takrat navdušeni na premieri, ampak da potem nihče več ne pride na ponovitev. S tem je hotel povedati, da na njegove legionarje, rokovnjače, Martina Krpana in tako naprej hodijo množice leta in leta. In potem je v bistvu pa bil Cankar tisti, ki je branil Kristana. Krpanova kobila je dejansko pač neverjetna zgodba, to je pravzaprav knjižica teh tekstov, ki jih je Cankar, ki jih je spodbudila v bistvu Govekarjeva pač Govekarjev napad na Kristana. Čeprav v tej prvi je pa v bistvu se na stran Milčinskega Cankar postavil. Ja, to je zanimivo, ker je zanimivo, ker pravzaprav sta pa oba, to pa je treba povedati, da sta oba in Fran Milčinski, ki je bil takrat še izjemno mlad, ker njega potem poznamo kot pravnika in pisatelja, bil pa je v bistvu intendant gledališki, kot mlad človek in krajši čas sicer, ampak je bil, Govekar je bil pa večni. In v obeh primerih gre za to, da sta se za inkaso postavila pač voditelja, direktorja gledališča, bi rekla danes. To je pač pri celi zadevi zanimivo. Zdaj pa pravzaprav me zanima, če ste že kaj utrujeni. Mogoče kakšno vprašanje? Če pogledamo teh tekstov, je kar obilica Kristanovih, in da so bili uprizorjeni, tudi vidimo, torej so bili uprizorljivi, bi bili uprizorljivi danes, do katere mere. Spomnim se, naprimer, recimo takrat, ko ste imeli Krmavner in Lampret, ta svoj cikl v Celjskem gledališču, recimo Kristana ni zraven. Ja, najlepša hvala za vprašanje. Mogoče samo v toliko. Prva ta renesansa se je zgodila zaradi Dušana Moravca. On je bil takrat mladi direktor mladega mestnega gledališča in je iz teh zapisov je jasno, da je on nekako kleval, katerega od tekstov bi prizoril. Ali bi uprizoril enega od starejših, ali bi uprizoril za Novi svet, ko v bistvu govori tudi o partizanstvu, o boju proti fašizmu, o drugi svetovni vojni, in se je potem na koncu odločil za Gospodarja, ker se mu je zdaj, da pač je treba pisatelja počastiti, oziroma da bi bilo bolj spoštljivo, da vzamejo enega od teh besedil, ki je nastalo v njegovi zreli dobi. Uprizoril Gospodarja, medtem ko Krmavner je pa vplival na politiko tržaškega, pač to repertoarno politiko tržaškega gledališča in dejansko bil Kato Vrankovič uprizorjen v 70-ih letih. Marjo Uršič mislim, da je režiral in to je njegova zasluga, ko si omenil ravno Celjsko gledališče in ta njun ciklus oziroma oživljanje starejše dramatike, ker glede na politično vsebino, pogosto politično vsebino Kristanovih dram, je Krmavnerja Kristan izjemno
iritiral in je v njem zelo veliko pisal. Tako da je tudi poznal vse te tekste, ne, in je potem ocenil, da je pač Kato Vranković, kot nekaj, tako kot na primer dr. Praga, ne, ki je tudi vplival na to je namreč vošna kontekst o politiku, a ne, enako je pač zbral Kristanov tekst o politiku. Vranković je pač politik, ki se znajde v nekih okoliščinah, kjer ne more izbrati dobrega izhoda. To je v bistvu poanta, no, te drame. Je pa seveda to, da sta ga Miha Nemec in Nejc Valenti uživila, da je dvakrat postal dramski lik, ne, je zelo zanimivo. Seveda bi pa, kot si rekla, ne, Volja, na primer, bi pač bilo primerno, ne, da bi te klasike slovenske pač tudi uprizarjali, ne, ampak pri nas vedno zmaga Cankar, ne. Se tudi konec koncev njegovi hlapci prikazujejo Kristanovo življenje, ne. V bistvu ta pač njegov neuspeh pač politični, ne, na teh volitvah in potem nadaljno pač politično dogajanje v Sloveniji. V glavnem, jaz bi se najprej rada še kakšno vprašanje? Jaz bi samo nekaj še dodala, ker vendarle skušam vedno na nek način izpostavljati tudi ženske. Ade Kristan nismo nič omenili. Čeprav je bila zelo zaslužna za Cankarjeve nastope, ne? Na dovoljivnem boju. Predvsem pa se mi zdi, da v tem, da je Ada Kristan pravzaprav nastopala kot govornica na teh shodih socialne demokracije, v tem, da je pisala tudi ona nekaj malega literature, v tem, da je sodelovala v Rdečem praporju, ker je recimo članek o prostituciji objavila, da je tudi iz tega razvidno v bistvu ta Kristanova širina, drugačnost v tistem času, da ne nazadnje je njegova žena bila kar precej takrat aktivna, kar večina žen, če so že obstajale, naših recimo avtorjev moderne, niso bile. Ne? Tako da tudi tukaj se mi zdi, da je bil Kristan drugačen in bolj napreden, kot so bili njegovi sodobniki, da je ta prostor dejansko puščal svobode tudi svoji ženi. Saj so še vedno posnetki. Spet se bojim, da bi nekaj pozabila in sicer bi se rada, če ni več vprašanj, zahvalila vsem sodelavcem. Najprej našemu direktorju Gašperju Trohi, ki je dal pobudo in pač nas spodbujal pri tem delu, tudi pri objavi na spletu. Tukaj so zaslužni kolegica Ksenija Kavčič, Miha Čepelnik in pa tudi tukaj prisotna Vilja Lukan. Potem bi se zahvalila kolegoma Teji Rogal in Matico Kocijančiču, ki sta v bistvu prispevala gradivo za razstavo, pa konec koncev naši novi sodelavki Dani Kodrmac, ki je pomagala pri pač oblikovanju tudi in je Kristana tudi narisala. Tam zadaj je tudi njegov portret. Upam, da nisem koga pozabila, predvsem bi se pa rada zahvalila tebi za pač prijeten pogovor in za sodelovanje in upam, da ste kaj odnesli in da vam je bilo zanimivo. Najlepša hvala.